Sej vsi, podcast za starše. Je malo več kot petina mladostnikov dosegla rezultat, ki kaže na slabšo kakovost življenja in povišano verjetnost depresije. Pri mladostnikih ali pa mladih bomo rekel, da je včasih treba res več truda, več energije vložiti v to, da prijemo do te točke, da je slišimo. Spletno okolje je lahko okolje razvoja, druženja in navdiha. Lahko pa je tudi okolje, kjer poteka nasilje, kjer se krešejo pogledi in nastajajo stiske. Mladi so zanje še bolj občutljivi in pogosto ne najdejo virov opore, s katerimi bi si lahko pomagali. Kaj v resnici stiska mlade v spletnem okolju in kako jim lahko starši pri tem pomagamo? O tem bova govorila s psihologom Domenom Kraljem, sodelavcem Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Pozdravljen, Domen. Lep pozdrav. V spletni svetovalnici To sem jaz, na katero se že kar nekaj let obračajo številni mladi v Sloveniji, se ukvarjate z mnogimi stiskami mladih. Kaj se dogaja v možganih in telesih najstnikov med odraščanjem? Torej, kaj je pomembno, da starši v zvezi s tem razvojem razumemo? Ja, mladostništvo je res eno tako, bomo rekli, specifično obdobje razvoja, ki zajema tako, bomo rekel, fiziološki razvoj, spremembe puberteta, na drugi strani pa tudi, bomo rekli, psihološki ta razvoj miselnih procesov, in tudi nekako možgani naj bi se razvijali nekje do 25. 26. leta. Kar se tiče, bomo rekli, tega obdobja mladostništva, je še posebej pomembno zato, ker vključuje tudi razvoj, bomo rekel, različnih vlog, ki jih mladostniki pridobivajo skozi to obdobje. Od tega, da razvijajo neko svojo identiteto, neke svoje prepričanje, stališče, ki jih imajo, hkrati tudi, bom rekel, nekako razvijajo to vlogo sebe v družbi, postajajo tudi, bomo rekli, vrstniki vedno bolj pomembni, tudi odnosi z vrstniki, tudi na tem področju seveda potem ta vloga spolnosti, spolna vloga, spolna identiteta, tudi dojemanje sebe v kontekstu drugih, kako vidim sebe, kako vidim druge. In na ta način seveda skozi te izkušnje razvijajo lastno samopodobo, lastno samopodobo, identiteto, ki pa na dolgi rok potem tudi vpliva na to, kako se bodo znašli v življenju. Hormonski vihar se jim zgodi, Hormonski vihar, ja, tako. In kako to v bistvu vpliva na njihovo vlogo v okolju? Ja, zagotovo je to en čas, bomo rekli, najbolj burnih sprememb. Ja. Mladostniki se lahko zelo raznoliko, bomo rekli, spoprime s temi spremembami, Nekateri lahko grejo relativno mirno skozi ta prehod, spet drugi pa lahko so te spremembe tako močne oziroma se mogoče ne znajdejo ob teh večjih spremembah, da enostavno se znajdejo v kakšnih težavah. Lahko so to različne vrste težav, ali mogoče v odnosi z drugimi ali doma. Lahko so tudi kakšne čustvene težave ali pa tudi duševne stiske, do katerih lahko tudi, bomo rekli, pride, če se mogoče neka prvotna težava ne razreši mogoče takoj. Na kak način pa recimo pride do te stiske, recimo duševne stiske pri otroku, kako sploh ta stiska nastane in kako se razvija? Ja, jaz tu rad uporabim ta prispodobo snežne kepe. Snežna kepa, ki se kotali po hribu navzdol, kaj se z njo dogaja? Peča se. In če si predstavljamo, da smo ta snežna kepa mi, nek skupek ranljivosti, genetike, predispozicij, tudi zgodnjih izkušenj iz otroštva, tudi moramo se zavedati, da imajo te zgodnje izkušnje iz otroštva pomembno vlogo. In vse to definira na nek način našo psihično odpornost. Torej, kako se bomo mi spoprijeli z stiskami pa izzivi v življenju. In seveda, v obdobju mladostništva je teh izzivov kar precej veliko in to so lahko zelo različni, bomo rekli, dejavniki. Od mogoče nekega stresa, ki ga nekdo doživlja, nezadovoljstva, ali gre za tudi kakšne dogodke, večje dogodke, kakšne izgube, recimo smrt v družini, ločitve staršev, tudi izguba nekega odnosa, nekega prijatelja, prijateljice. Vse to lahko na nek način ponazarja nek pomemben dogodek, mi jim tudi rečemo sprožilci, ki potisne to snežno kepo, potem da se začne kotaliti po hribu navzdol. In kako dolgo se bo kotalila, je pa odvisno od tega, kaj to vzdržuje, ta naklon. In velikokrat je tu lahko v ozadju neko izogibanje, torej da se mladostnik ne spoprime s problemom, ampak mogoče se izogiba tej težavi, jo ne upa odpreti, nasloviti drugim. Lahko tudi vodi v neko vrsto odvisnosti, Vemo zdaj, poleg kemičnih, teh klasičnih zasvojenosti, mogoče z alkoholom ali pa drogami, so zdaj v porastu tudi nekemične oblike zasvojenosti. Pa tudi osamljenost, bi rekel, da se nekako kaže, da bolj kot so mladostniki osamljeni, bolj se lahko ta stiska razvije in pride tudi
na dolgi rok do kakšne duševne motnje. Ker naprimer ne najdejo stika z vrstniki? Ja, odnosi imajo v tem obdobju zelo pomembno vlogo in biti v kontekstu družbe lahko res dobro vpliva na posameznika, hkrati pa lahko ta ista družba ima pa negativen vpliv, seveda, če se znajde v nekem primežu nasilja. Vemo tudi medvrstniško nasilje je zelo pogost pojav. In se lahko dogaja tudi na spletu, ne? In verjetno tudi to lahko vzrok za razvoj duševne stiske, eden od njih. Ne? Ja, to se mi zdi res to pomembno, ja, da tudi spletno okolje nekako moramo enačiti kot enakovredno okolju. Fizičnemu, ja. Tako, ne. Nasilje v živo ali pa nasilje na spletu lahko vodi do enakih posledic. Kako pa lahko starši tako stisko pri otroku prepoznamo? V tem prehitrem svetu se verjetno marsikdaj zgodi, da drugega ne slišimo, čeprav morda nimamo tega občutka. Kateri so tisti znaki, na katere je dobro, da smo pozorni? Pri teh znakih je res, zelo različno, ne. Tako kot so mladostniki različni, vsak drugače doživlja, so lahko tudi znaki zelo, raznoliki. Ampak nekako tak splošen okvir, če bi poskušali umestiti, kako prepoznamo stisko pri mladih. Predvsem se mi zdi pomembno nekako, da opažamo tudi, ali je mladostnik ali pa mladostnica drugačna, ali je spremenila neko razpoloženje, kako funkcionira iz dneva v dan. To so lahko eni pomembni znaki, ne. Če mi vemo, da je, mladostnik prej hodil vsak dan na treninge, pa potem kar naenkrat ne hodi več, je lahko to nek znak, tudi če mogoče pravi, da je vse okej. Potem tudi mogoče skozi neko vedenje, ne, a se nekdo bolj zapira vase, se umika, a pa na drugi strani tudi nekdo, ki je bolj konflikten, ne, ki se hitreje zaplete v neke neprijetne situacije, se to lahko odraža tudi mogoče neko stisko, ki je v ozadju. Seveda ne smemo pozabiti tudi, na predvsem te fiziološke spremembe, kot so na primer težave s spanjem, da nekdo ne more zaspati, tudi spremembe v prehrani, načinu funkcioniranja, a ne. Pa tudi pri mladostnikih posebej, ker so v šoli, ne, je en pomemben tak faktor tudi šolski uspeh. Če šolski uspeh pade, ali pa kar naenkrat začne padati, je tudi tu smiselno preveriti, ali je mogoče kak razlog, ki je v ozadju. Pa obiskovanje pouka, verjetno sodelovanje. Ja, tudi te odsotnosti. Prek spletnega portala To sem jaz v bistvu pomagate mladim, ki se na vas obračajo z raznovrstnimi stiskami. Kaj v bistvu torej mlade najbolj stiska? Katere so pogoste? Tako kot ste rekli, spletna svetovalnica tosemjaz.net, že od 2001 mladim ponuja dostop do brezplačnega strokovnega nasveta. Trenutno imamo več kot 100 strokovnjakov, ki odgovarja na stiske mladih. Vsako leto moram reči, da se mladi redno obračajo na nas. Ravno v lanskem letu smo imeli okoli 3500 vprašanj mladostnikov. Najpogostejše teme so bile pa vezane na duševno zdravje. Tako da mogoče, če naredimo eno primerjavi z 10 leti nazaj, so bile najpogostejše teme, o katerih so mladi spraševali, spolnost, spolno zdravje. Zdaj v zadnjih parih letih pa opažamo predvsem porast vprašanj o duševnem zdravju. In tudi tu opažamo nekako kot najpogostejše težave. Te najtežje oblike vprašanj, ki jih dobimo, so pogostokrat vezane na področje anksioznosti, samopoškodb in pa samomorilnosti. Tako da tudi to mogoče je na tak način, spletni viri opore lahko zagotavljajo neko anonimno podporo in morda res pridejo potem na splet tisti, ki si ne upajo povedati za neke težave v živo. Torej pri vas lahko mladi v bistvu pridejo v klepetalnico ali pa postavijo vprašanje, ki se pošlje strokovnjaku? Ja, tako. Ta drugi del mi imenujemo kot forum, neka forumska oblika, se zastavi vprašanje, anonimno, potem tudi urednik pogleda vprašanje, ne. Lahko si predstavljate, včasih tudi lahko pride tudi do nasilja, ali pa neprimernih komentarjev. Te komentarje urednik ne objavi, ker res poskušamo zagotoviti čim bolj varen prostor za mlade in potem ta urednik pošlje vprašanje najbolj primernemu svetovalcu in ki odgovori v roku parih dni. To je en del, ta klepetalnica, kot ste rekli, chat svetovanje, je pa nova oblika, ki jo zadnjih par let nekako izvajamo. Pa tudi moram reči, da se vedno bolj obnese, da mladi, ker so še bolj hvaležni nekako za ta support, da je nekdo ob točno določeni uri dneva na voljo za nek pogovor. Pa da to ni umetna inteligenca. Pa da ni umetna inteligenca, ki pa je vedno bolj v porastu, tudi pri teh oblikah pomoči.
Ja, se konec koncev se tudi mladi obračajo na umetno inteligenco, ne, s temi vprašanji. Tudi mogoče ena taka zanimiva raziskava, ker je ravno sodelavec pred kratkim izvedel v okviru magistrske študije ChatGPT ali pa spletni svetovalec, kdo bolje odgovarja. Nekako je bila ta raziskava v okviru teh podatkov, na to sem jaz spletni strani. In kar se je ugotovilo je, da je ChatGPT zelo dober bil pri upoštevanju vseh smernic spletnega svetovanja. Glavna razlika, ki pa je, bom rekel, ločevala spletne svetovalce, prave svetovalce od ChatGPT-ja, je bilo pa v spraševanju. Torej, koliko je nekdo zastavljal vprašanje, se zanimal za posameznika, poskušal vzpostaviti odnos. ChatGPT je nekako takoj iskal rešitev, takoj usmeril, medtem ko je svetovalec poskušal vzpostaviti odnos in tudi nadaljevati z tega. In to je tudi neka osnova, bom rekel, svetovanja, oziroma nasploh tudi psihoterapije, gre za zdravljenje skozi odnos. Vemo, da je umetna inteligenca na začetku, da se še razvija, da se pa že razvija tudi, bomo rekli, umetne inteligence za svetovanje mladostnikom v duševnih stiskah ali pa odraslim. Vemo tudi, da so bile že tudi nesreče oziroma tudi samomori, kolikor vem, iz tega naslova. Tako da je res treba biti zelo previden pri uporabi umetne inteligence kot vira pomoči. Na dolgi rok ne vemo, kaže obetavne rezultate, ampak vseeno ta stik z osebo še vedno mislim, da je tisto, kar lahko res pomaga na pravi način. Ja, čustvena inteligenca recimo manjka pri umetni inteligenci. Je sicer veliko duševnih stisk med mladimi v Sloveniji, so kakšni podatki o tem? Ja, pri nas na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje tudi spremljamo podatke. Mogoče ena raziskava, ki je pred kratkim bila izdana, je zdravje in povezano vedenje v šolskem obdobju, raziskava HBSC, kjer gre res za eno obsežno raziskavo, ki ni samo v Sloveniji, ampak tudi širše po Evropski uniji, primerja podatke. Mogoče bi tu sam izpostavil, kar se mi zdi pomembno, glede same depresije, da je malo več kot petina mladostnikov, to so osnovnošolci, srednješolci, dosegla rezultat, ki kaže na slabšo kakovost življenja in povišano verjetnost depresije. Petina, tako. In to se tudi malo povezuje s drugim podatkom o občutkih žalosti in samomorilnim vedenjem, da je torej občutki žalosti ali obupanosti, ki so bili prisotni vsaj 2 tedna v zadnjem letu in so tudi vplivali na vsakodnevno funkcioniranje mladih, poročal približno vsak 3. mladostnik. Dobrih 16% mladih je pa v zadnjem letu resno razmišljalo o tem, da bi poskušalo narediti samomor. Tako da so, bom rekel, kar zaskrbljujoči podatki na tem področju lastnega zaznavanja svojega duševnega zdravja. Pa so ti podatki recimo drugačni, kot so bili 20 let nazaj? So številke večje? Zdaj, primerjava v tej zadnji verziji je bila z prejšnjo raziskavo HBSC, ki je potekala, mislim, da 5 let nazaj, in je bil porast torej v poročanju verjetnosti za depresijo, o občutkih žalosti, pa samomorilnem vedenju, pa tudi o zaznanem stresu. Tako da ta vidik ne samo poročanja je prisoten bolj pri mladih, je pa tudi za raziskati točno, kaj je v ozadju. A gre res za porast duševnih stisk kot takih? Možni so tudi drugi razlogi, ki jih tudi mi preučujemo, kar se tiče, bom rekel, samega razumevanja duševnih stisk. Beseda depresija ne pomeni enako v tem času, kot pa je mogoče 10 let nazaj. Ja. Več znanja je tudi v tem verjetno, vendarle ne, med mladostniki. Oziroma tudi, bom rekel, to samo diagnosticiranje, prehitro, bom rekel, postavljanje definicij, kot je sem pod stresom, sem v depresiji, ko se zgodi enkraten dogodek. Tako da tudi to je mogoče nekaj, kar je dobro razumeti, da ni vsako poročanje o depresiji že takoj tudi depresivna motnja. Pa je recimo eden od razlogov, da so mladi v teh duševnih stiskah tudi to, da se ne počutijo slišane? Ja, zagotovo. Tu bi izhajal tudi mogoče malo iz tega, prej smo govorili o svetovanju, pa terapiji, kako pomemben je odnos. In biti slišan je, bomo rekli, en ključen vidik tega vzpostavljanja odnosa. In za mladostnike v obdobju, ko se dogajajo številne spremembe, se mnogokrat tudi staršem zdi, se noče pogovarjati ali pa ima svoje stvari, ki jih počne. Ampak po drugi strani to res ne pomeni, da ne želijo biti slišani. Morda slišani samo na drugačen način.
In tu pri mladostnikih ali pa mladih, bom rekel, da je včasih treba res več truda, več energije vložiti v to, da prijemo do te točke, da jih slišimo. No, to me zelo zanima, kako konkretno bi to potem lahko recimo se lotili. Ja, bom dal mogoče primerno, ker sem ravno pred kratkim z eno sodelavko govoril, pa mi je lepo povedala, kaj počne. Recimo, je rekla, da čeprav ima tempo življenja, ne, ki je ogromno posvečen službi in delovnikih od jutra do večera, je rekla nekako, da vseeno si čas za svoje 3 otroke naredi na ta način, da si na vsako neko obdobje, recimo parkrat na leto, vzame dopust ravno s tem namenom, da se dobi 1 na 1 z vsakim od svojih otrok in gre skupaj z njim početi eno stvar, ki jo on želi početi. In se mi zdi res zelo tak lep način, torej vzeti si čas za nekoga, se mu posvetiti en cel dan in nekako biti z njim. In je rekla res, da se takrat pogovarja take stvari, ki jih ponovadi ne spregovorijo nasploh. Ja, težko povejo. Ja, tako da mogoče nek nauk tega se mi zdi res ta čas, ne, sploh pri mladih, pa v tem hitrem tempu življenja, da nekako si najdemo tudi čas, ne samo par minut, pa da vprašamo neka taka zaprta vprašanja, a si v redu, a si jedel, si naredil nalogo, ampak da res probamo malo več konteksta najti v ozadju. Torej, to so kakšna odprta vprašanja, ne, kaj si počel, ne, kaj se ti je danes dogajalo v razredu, ne, kako si se pa rešil problem s to učiteljico. Skratka, da poskušamo res vstopiti v otrokov notranji svet. Mislim, da so to zelo dragoceni nasveti za starše. Kaj pa lahko starši naredijo poleg tega pogovora, recimo, če ugotovijo, da je otrok, mladostnik v neki stiski, kako poiskati pomoč, kako mu pomagati, da pride do pomoči? Ja, zdaj pri stiskah nekako podobno kot pri samem razvoju mladostništva je to kompleksna zadeva, ne, in bom rekel spet težko podamo enoznačni odgovor. Nekako, no, čemur jaz tudi poskušam slediti oziroma tudi nekako usmerjati tak enostaven algoritem, ali kako bi temu rekel, 3 P-ji, ne, prepoznati, pristopiti, pomagati, je nekaj, kar mogoče lahko mu pride prav, da to izhaja iz psihološke prve pomoči. Torej, da je že pomembna stvar prepoznavanje, prej smo govorili, na kak način lahko prepoznamo, da seveda smo pozorni na to, kako se mladostnik ali pa mladostnica vede, kako funkcionira, in če se to dogaja, je potem ta druga točka zelo pomembna, torej pristopiti, ne. In pristop je pa spet to, kar smo malo prej govorili, torej poslušati, slišati osebo, ne toliko izhajati iz nekega dajanja nasvetov, ne, ampak to je res pomemben čas, da odpremo zgodbo mladostnika. In če se pokaže, bom rekel, res neka stiska, ki je v ozadju, torej 3. korak je pomoč. Pri pomoči se mi pa zdi res pomembno nekako, da se tudi starši zavedajo, da niso sami v tem, ne. Da včasih se lahko kakšna stvar razreši samo s tem, da nekoga poslušamo, pa mu damo vedeti, da smo tu za njih, ne. Oziroma lahko ponudimo čisto kak praktičen nasvet, ne, če je to možno. Ampak po drugi strani, če pa vidimo, da je neka stiska težja, da res mladostnik ima težave, ali pa tudi mogoče zavrača pomoč, takrat pa je tudi dobro, da stopimo v stik s katerim od virov opore, ki so na voljo v Sloveniji. Tako da tudi tu pa mogoče lahko že na tem mestu omenimo, ne. Ja, seveda. Imamo več virov opore, ne, ki so na voljo, med drugim bi izpostavil centre za duševno zdravje otrok in mladostnikov, ki se v zadnjih letih vzpostavljajo po zdravstvenih domovih po Sloveniji. In čeprav, ne, vemo, slišimo, čakalne dobe so dolge, ampak vseeno bi nekako spodbudil, da če so neke stiske, ki jih prepoznajo, ne, pa da res so težave take, tako kot smo prej govorili, da nekdo ne hodi v šolo, ne, da se mu je zelo poslabšal uspeh. To je vse možnost nekako tudi, da pokličemo v center za duševno zdravje, mogoče se pozanimamo. Dobimo po telefonu pomoč v bistvu. Tako neko uvodni razgovor, neko triažo, ki jo speljejo, da se nekako tudi vidi, kako je stanje. Seveda tudi tu ne bi pozabil na šolsko svetovalno službo kot nek prvi vir opore, no. Mogoče še pred samimi centri, da je šolska svetovalna služba tista, ki res tudi otroku lahko najbolj pomaga tudi v šolskem kontekstu. Še ena stvar, en tak vir opore, ki se mi zdi pomemben, so psihološke svetovalnice Posvet,
ki so tudi ponujajo strokovno pomoč v živo, so tudi po celi Sloveniji, nekako ta zemljevid se tudi najde na njihovi spletni strani, gre za preverjen program, tudi s preverjenimi svetovalci. Je tudi brezplačen? Tudi brezplačen, tako. Ta program pa se samo preprosto pokliče, se naroči, so pa čakalne dobe relativno kratke, no, tudi v roku 1 meseca, da lahko odrasli pridejo na vrsto. Naj pa povem tudi, da imajo zdaj po novem v nekaterih svetovalnicah po Sloveniji tudi svetovanje za mladostnike od 14. leta naprej. In lahko tudi mladostnik pride na svetovanje. Na katerokoli temo? Na katerokoli temo, kot nek, bom rekel, osnovni svetovalni pogovor. Tudi včasih priporočamo, če nekdo čaka v zdravstvenem domu na kliničnega psihologa, da je mogoče lahko to neka vmesna pot, medtem ko čakajo na obravnavo v zdravstvenem domu. Prva pomoč, tako. Prej smo že govorila o vlogi vrstnikov, ne? Medvrstniško nasilje se lahko dogaja tudi prek spleta, otroci pa niso nujno vedno samo žrtve, ampak so lahko tudi povzročitelji oziroma opazovalci. Kako jih lahko opolnomočimo za vlogo opazovalca? Ravno to obdobje, bomo rekli, mladostništva, ne, kot smo že prej govorili, ima zelo pomemben vidik vrstniški odnosi, tudi vrstniška podpora. Tudi mladi se vedno bolj usmerjajo v potrditev strani vrstnikov, kar je po eni strani lahko zelo blagodejno, ne, če skupina funkcionira, po drugi strani pa lahko ta ista skupina je vir, izvor nekega nasilja. In tako kot ste povedali, ne, opazovalci, ki jih mogoče velikokrat imamo mogoče za neke nevtralne, ne, imajo tu zelo pomembno vlogo, ker ni samo nasilnež tisti, ki izvaja nasilje, ampak ga ponavadi izvaja nekje v razredu, če je to na šoli, ali na spletu, lahko tudi v neki skupini. Skratka, vedno so tudi prisotni opazovalci, ki so v bistvu vrstniki, so vrstniki. In ravno ta vidik, ne, da opazovalec ne dela škode, tudi to, da opazujemo, pa nič ne storimo, na nek način delamo škodo s tem, ne. Dovolimo, da se to nasilje izvaja naprej. Ja. In nekako se mi res zdi pomembno tudi ozaveščati ostale, bomo rekli, vrstnike, ne, tam, kjer se dogaja to nasilje, da se jih opolnomoči, da če se pojavi neko medvrstniško nasilje, če se opazi, da odreagirajo, da je okej spregovoriti o tem, da to ni okej. To so tista sporočila, ki jih mislim, da premalokrat poudarjamo, da vedno bolj usmerjamo vedenje v nasilneža, premalo pa v to, da je treba tudi sporočati tisto, kar ni okej, in se zavzemati za tisto, kar je prav. Mogoče tudi poiskati pomoč, ne? Ker verjamem, da je težko nekomu, ki je opazovalec, v bistvu se izpostaviti, povedati neko stvar, ne? Ampak treba je povedati, da ni sam pri tem, ne? Da lahko pač poišče pomoč, ne? Vedno imajo to možnost in se mi zdi res pomembno, da če se zaznajo nasilje, največ, kar lahko storijo, to, da že povejo, ne. Ali je to staršu, ali je to neki drugi odrasli osebi, šolski svetovalni službi, učitelju, konec koncev razredniku. Skratka, da res prekinemo ta proces nasilja, ki se izvaja. Velikokrat je tu v ozadju tudi ta strah, ne, kaj če bom potem jaz sam postal Žrtev, ja. Ja. To so stvari, ki so čisto razumljive, ampak hkrati s tem, če pa nič ne storimo, ne, lahko tudi na dolgi rok dovolimo, da bo ta nasilnež izvajal tudi nasilje še nad ostalimi, ne. In tudi nad nami v končni fazi. Tako. Nikoli ne vemo, kakšna bo prihodnost, ne. Lahko odreagiramo samo iz tega trenutka, kjer smo, in tudi mlade spodbujati, ne, da so v tem trenutku nekako tudi aktivni posamezniki, ne samo pasivni opazovalci. Pomembno je torej krepiti razumevanje, spoštovanje sočloveka, empatijo. Mogoče za konec kakšen nasvet, kako krepiti te vrednote pri najstnikih? Ja, veliko smo govorili ravno o tem biti slišan. In se mi zdi eno tako pomembno sporočilo v tem svetu, ko res gre zelo hitro mimo nas, ko smo preplavljeni z informacijami, kjer se ukvarjamo z marsičem, ne, kar mogoče tudi ni del našega vsakdana. Ampak vzeti si čas, da slišimo svoje otroke, pa ne samo otroke, tudi med sabo, ne, v partnerskih odnosih, v družini, se mi zdi nekaj, kar je treba tudi vlagati trud, ne. Je dejansko zahteva tudi to nek trud, se posvečati odnosom in to pa je tudi, kar kaže raziskave, ne, da če mi dajemo trud za to, da vzpostavljamo dobre odnose z drugimi, z otroci, z mladostniki, se to tudi nam povrne na dolgi rok. In bomo tudi mi bolje funkcionirali naprej.
Če sklenem niti tega pogovora v neko sporočilo, vsaka otroška stiska je rešljiva, če le naleti na pozorna ušesa. Moramo pa se toliko ustaviti, da jo imamo možnost videti in slišati. Hvala za te podatke, misli in nasvete. Hvala.